Dragi otroci, spet je tu samo za vas Prešerna pravljica za kratek čas. Zdravilno jabolko. Svoje dni je živel kralj, ki je imel 3 sinove. Doživel je že lepo starost in moči so ga jele zapuščati. Nekega dne naglo zboli. Poklicali so najboljše zdravnike vsega kraljestva, da bi vrnili kralju zdravje, a zaman. Odkritosrčno so mu povedali, da se mu bliža konec življenja. Kralj se je vdal v svojo usodo ter se pripravljal na zadnjo pot. Ko ravno ni bilo nikogar v sobi, se odpro duri in v sobo stopi berač. Nejevolja se je prikazala kralju na obrazu. Berač to opazi in reče: Kralj, nikar ne bodi nejevoljen, saj nisem prišel k tebi prosjačit, temveč bi ti rad povedal nekaj važnega, če mi boš le verjel. Hitro mi povej, saj vidiš, da se mi bliža zadnja ura, je odgovoril kralj s slabotnim glasom. Ni še prišla zadnja ura, kralj. Eno zdravilo še je na svetu, ki ti more vrniti ljubo zdravje. Tega skoraj ne morem verjeti, pravi bridko kralj. Pa le povej. Prav dobro vem, da boš nejeverno majal z glavo. Kar ti povem, je gola resnica, tako gotovo, kakor sedaj tukaj pred teboj stojim. Tebe ozdravi samo zdravilno jabolko. Ko ga použiješ, boš zdrav kot riba v vodi. Zato pošli svoje sinove po svetu, da ti prineso zdravilno jabolko. Enemu se gotovo posreči. Če ne storiš po mojih besedah, ti je odbila zadnja ura. Z Bogom, kralj. S temi besedami zapusti sobo. Kralj ga kliče nazaj, ker bi rad vedel, kje je tisti vrt, na katerem raste zdravilno jabolko. Toda njegov klic sliši samo služabnik. Kralj reče služabniku, naj takoj pokliče berača, ki je ravnokar odšel. Služabnik pa pravi začuden, da ni videl nikogar iti iz sobe, čeprav je bil ves čas blizu kraljevih vrat. Kralj se zamisli, čez nekoliko časa pokliče svoje 3 sinove ter jim reče: Sinovi, moje življenje še ni končano, ozdraviti me namreč more zdravilno jabolko. Zatorej se odpravite na pot po svetu. Kdor izmed vas mi prinese zdravilno jabolko, bo naslednik mojega kraljestva. Starejšima sinovama to ni bilo po volji, kajti potovanja nista bila vajena, rajši sta se zabavala brez dela po pustih in praznih veselicah. Najmlajši sin pa se je razveselil, ko je slišal, da mu ljubi oče še ne bo umrl. Vsi 3 se istega dne odpravijo na pot, vsak na drugo stran. Minilo je več tednov, ko pride najstarejši sin v deželo, kjer ni videl nobenega človeka. Gledal je okrog, ni zagledal nobene hiše, nobene vasi. Ko se vsemu temu čudi in gre po beli cesti dalje, vidi prihajati šepavega človeka. Bil je berač. Kraljevi sin hoče prevzetno mimo njega, a ta ga lepo poprosi. Ponižno prosim, milostljivi gospod, za majhen dar. Vrže mu 10, hromec pa še prosi. Košček kruha, milostljivi gospod, lepo prosim, lačen sem, da ginem. Kraljeviču napuh ni pustil, da bi še dalje stal pri revnem možu. Ničesar mu ne odgovori, temveč stopa ponosno dalje. Zdaj se kraljevič le ustavi in se ozre in reče: ti, berač, 10 si dobil od mene. Ali mi veš povedati, na katerem vrtu je zdravilno jabolko? Ja, le pojdite po tej cesti, skoraj boste dospeli do tega čudnega vrta. Urno odtrgajte jabolko in hitro odhitite z vrta. Že prav, reče kraljevič in se smeje na svetu, ki mu ga je dal berač. Pot je bila zelo dolga. Naposled vendar pride do velikih vrat. Odpre jih in stopi na vrt.
Drevesa ni bilo nobenega, le tam na sredi vrta je zelenela ena samcata jablana. Gredica je bila pri gredici in na njih je raslo na tisoče najmilejših cvetlic. Čarobna vonjava se je širila po vrtu. Počasi je stopal kraljevič po poti, ki je vodila k tej jablani. Sadja ni bilo na njej, samo na eni, daleč k tlom pripognjeni veji, je viselo lepo rdeče jabolko. S hitrimi koraki gre kraljevič tja ter odtrga to prečudovito jabolko. Radoveden ga ogleduje od vseh strani. A je bilo kakor vsako drugo navadno jabolko. Komaj stoji nekaj trenutkov pod drevesom, ga obide težka utrujenost. Ni dolgo premišljeval, marveč je legel pod drevo na zeleno trato. Ni dolgo ležal, ko se mu približa človek. Kraljeviču se je zdelo, kakor da gleda skozi gosto mrežo. Sedaj pa ga le spozna. Bil je tisti berač. Pripognil se je k ležečemu in mu vzel iz roke jabolko. Z njim se je dotaknil veje, na kateri je prej viselo jabolko, in to se je zopet prijelo. Odtrgal je majhno vejico, se z njo dotaknil kraljeviča in zašepetal. Ti nisi vreden, da bi očetu prinesel zdravilno jabolko. Zakaj me nisi ubogal? Tako dolgo bodi vran, črni vran, dokler ne pride rešilni dan. In res, spremenjen je bil v črnega vrana, ki je zletel kvišku. 3 dni pozneje je šel po isti poti drugi sin, ki se mu je primerilo isto kakor prvemu. Zopet 3 dni pozneje pa je bil na isti poti še najmlajši sin. Nasproti mu pride berač, ki pa ni niti utegnil poprositi miloščine, kajti kraljevič mu že vrže rumence kinu klobuk in reče: Gotovo si lačen, revni mož. Na, tako skruha. In hoče iti dalje. Berač se mu lepo zahvali in mu reče: Kraljevič, jaz vem, kam greš. Ta pot je prava pot. Urno odtrgaj jabolko in odhiti z vrta. Danes je zadnji dan. Prej, ko bo luna vzhajala, mora imeti tvoj oče zdravilno jabolko, sicer bo prepozno. Gorje pa tebi in bratoma, če ne ubogaš. Te besede so dale kraljeviču novo moč. Kmalu pride do vrta in stopi van. Cvetlice so mu mamljivo duhtele naproti. Pogumno je hitel k jablani. Ko rdeče jabolko odtrga, hoče takoj oditi, kakor mu je zapovedal berač. Toda glava mu je težka in noge so mu utrujene, že hoče leči pod drevo, ko zdajci nekaj nad njim zašumi. Ozre se kvišku in zagleda 2 vrana. Grozna slutnja se ga polasti. Kaj, ko bi bila to moja brata, mu šine v glavo. Telo se mu strese in vsa utrujenost ga v trenutku mine. Moj oče, vzklikne glasno in hiti z jabolkom z vrta. Zunaj mu pride naproti berač. Blagor ti, kraljevič, trepetal sem že zate. Sedi na zeleno trato tu in odpoči si. Nekoliko trenutkov je berač molčal, potem pa spet spregovoril. Na to vejico vzemi s seboj. V tistem hipu, ko bo oče zdrav vstal iz postelje, pojdi iz gradu ven. Priletela bosta 2 vrana in sedla bosta pred te na zemljo. Hitro se ju dotakni s to vejico. In spet se je kraljeviča lotila tista utrujenost. Ni se ji mogel ubraniti. Zaprl je truden oči. Zdelo pa se mu je, da ga je berač prijel okoli pasu ter zletel z njim kvišku. Siv mrak je ležal na zemlji, ko se je kraljevič prebudil. Pred seboj je zagledal grad svojega očeta. Sprva je mislil, da je samo sanjal o zdravilnem jabolku. A ko ga zagleda v svoji roki, spozna, da je bila resnica. Spomni se tudi,
da mora biti pri očetu, preden vzide luna. Kakor srna odhiti kraljevič v grad. Ko je kralj jabolko pojedel, je bil v trenutku zdrav, čvrst in krepek je skočil iz postelje, v kateri je že tako dolgo ležal. Kraljevič pa je hitel iz sobe. Ko pride iz gradu na plano, mu priletita naproti dva vrana in sedeta preden na zemljo. In glej čudo, komaj se ju dotakne z vejico, ki mu jo je dal berač, že sta stala pred njim njegova brata. V gradu je tisti večer zavladalo veliko slavje. Starejša kraljeviča sta bila nekam potrta, kajti njun najmlajši brat je postal očetov naslednik, čeprav sta ona dva mislila, da se to nikdar ne more zgoditi. Tudi jaz sem bil tam. Sicer ne bi vedel, kako se je to zgodilo.